Življenje po smrti. Resnica o vicah, nebesih in peklu. Gledanje Boga v nebesih. Dragi prijatelji, sveti Irenej je dejal: Božja slava je živi človek, življenje človeka pa je gledanje Boga. Videti Boga takega, kot je, zreti njegovo neskončno bistvo iz obličja v obličje. Takšna je bila Mojzesova želja, ko je rekel Gospodu: Prosim, naj vidim tvoje slavno obličje. To je dejansko najgloblja želja v našem srcu. V tem nagovoru bomo predstavili, kaj je največja in glavna sreča v nebesih. Gledati Boga samega iz obličja v obličje. Ob tem se nam zastavljata dve vprašanji. Kaj? Kaj natančno pomeni to obljubljeno, blaženo gledanje? Kako? Na kakšen način nam bo dano v nebesih gledati Boga? Papež Benedikt XII. V apostolski konstituciji Benedictus Deus leta 1336 opisal, kaj je glavna nagrada izvoljenih v nebesih. Rekel je, da blaženi vidijo Božje bistvo z gledanjem, ki je intuitivno in celo iz obličja v obličje. Ne da bi pri tem potrebovali kot posrednika kakšno ustvarjeno stvar. Božje bistvo se jim kaže neposredno, brez zagrinjala, odprto in povsem jasno. Dokument še natančneje opiše, da je to videnje podarjeno izvoljenim takoj po njihovi smrti, če so se nanj v polnosti pripravili že na zemlji. Za tiste, ki so še morali zadoščevati za grehe, pa, ko zapustijo vice. Ne dopušča nobenega časa preizkušnje ali zadnje odločitve po smrti. Po smrti ni več izbire. Odločitev o svoji večnosti sprejmemo tukaj in sedaj. Cerkveno učiteljstvo torej govori, da blaženi v nebesih vidijo Božje bistvo, kar pomeni Boga, njegovo bitje samo, takšnega, kot je. Vidijo tisto, kar pozna samo Bog in je povsem nepoznano vsem ustvarjenim duhovom do trenutka, ko razpolagajo zgolj z naravno lučjo. Dobro je vedeti, da se v tej točki nauka pravoslavje ne strinja s katoliško cerkvijo. Božje bistvo, pravijo, je in ostaja zavedno nerazpoznavno, tudi v nebesih. Ni deležljivo, to pomeni, da ga ni mogoče posredovati nekemu ustvarjenemu bitju. Blaženi so deležni božanskih energij, kot nekakšnega izžarevanja Božjega bistva, ki žari v Kristusovi človeški naravi. Po teh energijah se Bog povsem daje svojim izvoljenim, vendar ne po svojem bistvu. Katoličani na to odgovarjamo, da takšno razlikovanje ni razumno, kajti Bog je neskončno preprost. V njem ne moremo zares razlikovati med bistvom, ki se ne daje, in med energijami, ki so posredovane naprej. Če te energije niso samo Božje bistvo, so nujno neka Bogu zunanja stvarnost, torej ustvarjena stvarnost. Potem takem ne moremo več govoriti, da se Bog daje, da posreduje sebe blaženim. Svetopismo in cerkveno izročilo pa izrecno trdita nasprotno. Končno povračilo izvoljenim ni nekaj, kar Bog proizvaja, ampak je On sam. Je pa res, da bo Božje bistvo vedno neskončno presegalo poznavanje, ki ga v njem imajo blaženi. Celo blaženo gledanje ne izniči neskončne razdalje, ki ločuje stvarnika od ustvarjenih bitij. Zato bomo spregovorili še o načinu tega gledanja. Kako? Luč in stopnje slave.
V znanem hvalospevu ljubezni, v prvem pismu Korinčanom, sveti Pavel govori o dveh načinih poznavanja Boga. Tukaj, na tem svetu, ga poznamo le kot v uganki, kot v ogledalu. V onostranstvu, po smrti, bo mogoče gledati njega iz oči v oči. Videti odsev sonca na gladini jezera ni isto, kot gledati naravnost v sonce. Če so naše oči preveč slabotne, da bi gledale naravnost v sonce, še toliko bolj velja, da se naše duhovne oči ne zmorejo usmeriti naravnost v Božje bistvo. Kako nam je lahko v takih pogojih dano gledati Boga samega? Sveti Tomaž razlaga, da je potrebno povzdigniti razum in ga okrepiti, precej nad njegove naravne zmožnosti, z lučjo, ki prihaja od Boga, kar teološko imenujemo luč slave. Ta tako močna luč omogoči duhu, ki jo prejme, da lahko spozna Boga, kako se pozna on sam. Bog se pozna v svojem lastnem bistvu. Luč slave je torej samo božansko bistvo samo, ki se posreduje razumu, ga prevzame in napolni do te mere, da postane sposobno tega, kar Bog počne vekomaj. Zre samega sebe v svojem lastnem bistvu. V blaženem gledanju razum blaženih ne spoznava več s pomočjo ustvarjenih in končnih idej, ampak samim v sebi neskončnim bistvom. Tako na nek način postane Božje bistvo njihova večna luč. O tem govori sveti Janez v knjigi Razodetja. Videl sem tudi sveto mesto, Novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga. Mesto ne potrebuje ne sonca, ne lune, da bi mu svetila, kajti razsvetljuje ga Božje veličastvo in njegov svetilnik je jagnje. Sedaj lahko razumete, zakaj je tako videnje najbolj vzvišeno veselje. Videti Boga, kot se vidi sam, pomeni ljubiti ga, kot se on ljubi, pomeni uživati z Očetom, Sinom in Svetim Duhom v neskončni dobrini, ki si jo delijo tri Božje osebe. Še nekaj moramo poudariti. V blaženem gledanju zrejo božansko bistvo v vsej celoti vsi blaženi. Toda sveti Tomaž dodaja, da ne vidijo celote. Blaženi namreč ne poznajo Boga do te mere, kolikor je spoznanje o njem mogoče. Da bi se to zgodilo, bi bilo potrebno popolno poznavanje, ki bi se moglo združiti z neskončnostjo Božjega bitja. Torej bi sami morali postati neskončni, kar pa je lastno le Bogu. Iz tega sledi, da v blaženem gledanju govorimo o stopnjah le-tega. Nekateri blaženi prejmejo večjo luč slave. V Božjo skrivnost prodejo bolj kot drugi in zato uživajo večjo blaženost. Stopnja deležnosti v luči slave je za vsakogar odmerjena, glede na stopnjo ljubezni, ki jo je dosegal v trenutku smrti. Sveti Tomaž to zelo lepo razloži. Večja kot je ljubezen, večja je želja. Želja pa je tista, ki človeka napravi zmožnega in pripravljenega, da prejme željeno. Tako bo tisti, ki bo imel več ljubezni, videl Boga bolj popolno in bo srečnejši. Prijatelji, kaj drugega naj storimo, kot da skušamo čim bolje izkoristiti čas, ki nam je dan v življenju, za rast v ljubezni. Kajti kolikor močnejša bo naša ljubezen do Boga in do bližnjega v trenutku smrti, toliko večja bo naša blaženost.
In vsa nebesa se bodo z nami veselila, ko bodo prepevala večno alelujo. Naslednji video: pritična blaženost.